Čau, tukaj je Sabina oziroma Mami na vrtu in spet bomo govorili o vplivu družbenih omrežij. Ja, družbena omrežja, zasvojitev in tako naprej. In sicer moje opažanja. Ugotovila sem, da če ne uporabljam toliko Instagrama in Facebooka, naredim ogromno. Recimo, danes sem naredila že ogromno enih videov, ogromno fizičnih stvari postorim, ne samo v hiši, ampak tudi pač vse posod, ker moja služba ni taka, da delam, 8 ur nekje, ampak pač delam po delčkih, zato ker pač imam tako delo, da pač malo delam tle, malo delam tam in tako naprej in si pač razporajam svoj delovnik. In ugotovila sem, da ogromno več naredim, če ne uporabljam telefona oziroma Instagrama pravzaprav in Facebooka, zato ker pač ne pogledujem kar naprej, pač sam pogledam tale mail, ker nekaj moram videti, pa me pa kar zanese ponavadi in grem gledat še Instagram, pa Facebook, pa LinkedIn, pa vsega boga, kaj imam. In sicer sem ugotovila, da če manj uporabljam telefon, več naredim, kar je fenomenalno. Pozornost se mi je povečala in sicer, da lažje delam koncentrirano eno stvar. Prej mi je bilo tako pač, živčno sem se počutila, sam tole pogledam, saj sam pogledam, pa bom pol naprej, ampak pol, kad tisti telefon pogledaš, je tako, saj sam ta notification pogledam, sam ta mail odpišem, to je to, pa grem naprej, ampak pol zajadraš, pol dejansko, zato se reče, da surfamo po internetu, ker te kar malo zanese, se surfaš malo drgam in v bistvu sem ugotovila, če ne uporabljam toliko telefona, družbenih omrežij in tako naprej, naredim več, kar je ogromno. Kaj sem to ugotovila? Brala sem, da ljudje, ki gledajo Instagram, kjer so popolne fotografije, postanejo pogosto depresivni. Zakaj? Recimo, predstavljaj si, da ena punca tam objavlja pač svojo družino, koliko se imajo oni fajn, samo lepe fotografije. In taki ljudje, tudi jaz sem sama pri sebi to opazila, pač, ki to gledajo, se pravi, jaz gledam neke fotografije od neke družine, koliko se imajo pa oni vedno fajn, pa koliko je lepo, pa koliko skozi potujejo okoli, pa skozi so na enih izletih, pa se ti ne zdi mogoče, da samo ta oseba, ampak več je takih in potem si narediš neko zgodbo, neko sliko si narediš, da dejansko je tebi pa slabš. Zakaj tebi slabš? Zakaj pa ti nisi toliko okolj? Zakaj pa ti nimaš toliko lepih božičnih fotografij? Zakaj pa ti nimaš toliko enih fotografij sebe, pa svojih otrok, pa svojega fanta, moža, kogarkoli? Koliko se imajo oni fajn, ti pa ne? In zapadaš mogoče malo v tako depresijo. To sem brala, da je to res pogosta stvar in sicer zato se mi zdi, da bi mogli tudi mi malo, otroke omejiti. Saj vem, da je težko zdaj omejiti, ne uporabljati Instagrama, pa Facebooka, pa tega, ampak dajmo vsaj govoriti z njimi o tem. Recimo, moja dva mala sta res še majhna, da bi o tem govorila, ker še ne vesta, kaj pravzaprav Instagram pa Facebook je, ker pač ne uporabljata, ker sta premajhna. Ampak se mi zdi, da kasneje bi bilo pa fajn, se pravi, ko so otroci večji, ki pridejo v stik s temi družbenimi omrežji, da jim poveš, da to je neka slika, ki jo drugi dajo ven. Se pravi, ni to realno življenje. Sicer je spet to težko za njih razumeti, ker je še za nas težko razumeti, ampak v bistvu ni poanta tega, pač, da moraš se tiste počutiti slabo, ker je njim ful boljš, ker jim gre ful dobro, ker imajo ful lepe fotke. Eni dajo na to, da grejo veliko na potovanja, eni na to, da imajo veliko fotografij, eni na to, da pač objavljajo veliko svojih otrokov. Vsak ima svoj način življenja in to ni nič slabo, samo mi pri sebi moramo razčistiti, da to ni nič tazga, če imajo pač eni lepe fotografije, ti jih pa nimaš. In ni treba biti depresiven glede tega, ker se mi zdi, da vsak posameznik ima nekaj vse tako unikatnega in nekaj posebenega, kar bi bilo fajn širiti. In širiti v tem smislu, da se ne rab počutiti slabo. Ne pomeni to, da moraš to zdaj deliti nujno na Instagram pa Facebook, ampak nasplošno, da se ne rabiš počutiti slabo zaradi tega. Ker smo vsi posebni, samo pač določeni ljudje tega ne delijo, ker se jim ne zdi, zanimiv, smotrno, kakorkoli, nima veze, pač ne delijo, ker se raje ukvarjajo z drugimi stvarmi. Ampak če pa pregledujejo sami lepe slike, se pa zna zgoditi, in glede na raziskave se večkrat dogaja, da se ljudje počutijo slabo, depresivno. Tako da o tem bi se mogli več govoriti. Tako da, če te karkoli zanima, spet napiš vprašanje spodaj, komentiraj, ker me res zanima tvoje mnenje. Del video, ker se mi zdi, da o tem bi mogli več govoriti in mogoče nastane še en video na to temo in bomo še več o tem govorili. To je to. Uživi, pa čim več bo to zunaj. Čau!